Cenjene in spoštovani, dame in gospodje, dober dan in dobrodošli danes tukaj v dvorani Konjičanka v naših Slovenskih Konjicah. Dovolite mi, da tudi uradno pričnem današnji posvet na temo prihodnosti Evropske unije, ki sta ga skupaj pripravili Vlada Republike Slovenije in pa naša občina Slovenske Konjice. Danes mi je bila zaupana naloga, da vas popeljem skozi izbrane teme današnjega posveta, kar si, naj povem, štejemo v veliko čast in seveda to jemljem z največjo mero odgovornosti, zato tudi na tem mestu najlepša zahvala za zaupanje obema organizatorjema. Seveda me že sedaj zanima, kam bo ta posvet nas danes pripeljal, kar pa bo seveda v veliki meri odvisno tudi od vas, spoštovane in spoštovani. Da se čisto na kratko predstavim, moje ime je Tjaša Kangler, sem Konjičanka, po izobrazbi magistrica ekonomskih znanosti, sicer magistrirala iz področja trajnostnega turizma, sicer pa delam že 10 let na področju turizma v občini Slovenske Konjice in pa v zadnjih nekaj letih tudi vodim center doživeti v okviru turistične destinacije Rogla-Pohorje, kajti na našem območju se je pojavila povezava 4 občin, občine Slovenske Konjice, Oplotnice, Vitanje in Zreče in skupaj nastopamo kot turistična destinacija Rogla-Pohorje in zato smo seveda močnejši in tudi postali na nek način relevanten sogovornik slovenske turistične organizacije in tudi bili prepoznani kot ena vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Tako na začetku bom morda res jaz malo več govorila, zaradi tega, da naredimo en tak mehak uvod v današnje srečanje, v izbrane teme, no potem pa bo seveda beseda vaša, da boste povedali, kaj vas zanima, morda delili svoja videnja, svoje mnenje na temo, na različne teme Evropske unije in morda tudi povedali, zakaj ste se nam pridružili na današnjem posvetu. Če morda začnemo leta 1991, ko je Slovenija prvič v zgodovini postala neodvisna država. Le 13 let pozneje, torej leta 2004, smo postali že polnopravna članica Evropske unije, no leta 2007 uvedli enotno skupno valuto, torej evro, no in 1. maja letos pa smo že obeležili 15. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Lahko rečemo, da so to bili zares veliki koraki za tako majhen dvomilijonski narod in to tudi v precej relativno kratkem času. In kot vse spremembe so tudi te, potem, ko je seveda izvenela tista morda prva evforija po vstopu v Evropsko unijo, sabo prinesle številne izzive, na katere pa morda na začetku nismo niti pomislili. Kaj nas je pripeljalo v evropsko družino? Pravzaprav postati del družbe, v kateri vladajo družbena vključenost, toleranca, pravica in nediskriminacija in kjer so vrednote, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice, pravzaprav sestavni del evropskega načina življenja. Težko bi seveda rekli, da ta skupnost nima svojih problemov, ker jih pač ima vsaka skupnost, vendar pa tovrstno povezovanje raznolikih evropskih držav, ki temelji na svobodi, na spravi, demokraciji in človekovih pravicah, je zagotovo eden najpomembnejših projektov slovenske zgodovine, kar se je v bistvu v letu 2012 tudi dokazalo, tudi potrdilo s tem, da je Evropska unija prejela Nobelovo nagrado za mir. Doslej se je ta skupnost vedno širila, no sedaj pa se z brexitom krči, zaradi česar smo nekako pred novo redefinicijo njenega sistema. Kmalu po vstopu Slovenije v Evropsko monetarno unijo se je zgodila gospodarska kriza, verjetno se jo še vsi zelo dobro spomnite, in ta ni dodobra pretresla samo Evropske unije, ampak praktično ves svet. V tem trenutku, ko mi tukaj sedimo in v miru razpravljamo o naši razširjeni državi, se
širom sveta odvijajo vojne, sicer seveda potekajo zunaj meja Evropske unije, ampak težko bi rekli, da niso posledica nekih navzkrižij interesov nekaterih globalnih akterjev, kar posredno povzroča množične migracije ljudi, tudi ali pa lahko bi rekli kar predvsem v države Evropske unije. Teroristični napadi so že nekaj časa stalnica držav Evropske unije, k sreči še ne Slovenije, pa vendar se tudi pri nas kot delu Evropske unije seveda sprožajo različna vprašanja in pojavlja se strah pred nevarnostjo. Podnebne spremembe na številne načine že vplivajo na zdravje ljudi, na okolje, na gospodarstva po vsej Evropi. Digitalni giganti, kot so na primer Apple, Google, Amazon in Facebook, ki se po dohodkih in tržni vrednosti umeščajo v sam vrh največjih in najbolj dobičkonosnih podjetij na svetu, so hkrati absolutni prvaki v neplačevanju davkov, zaradi česar tako državna blagajna naše države Slovenije in tudi drugih evropskih držav seveda izgubljajo milijarde, s katerimi bi bilo možno financirati javno zdravstvo, šolstvo in socialne zadeve. No in to so seveda samo nekatera izmed perečih vprašanj, na katere pa Evropska unija žal ne ponuja enotnih odgovorov. Na ravni Evropske unije, kot sprva predvsem ekonomskega projekta, se je zlasti v zadnjem obdobju oblikovalo stališče, da je treba v razmišljanja o njeni prihodnosti, ki običajno, kot vsi vemo, potekajo nekako od zgoraj navzdol, o čemer pričata na primer tudi Bela knjiga o prihodnosti Evrope s 5 možnimi scenariji ali pa rimska izjava voditeljev 27 držav, članic in institucij Evropske unije iz marca leta 2017, da bi bilo potrebno v njeno odločanje vključiti tudi državljanke in državljane oziroma vzpostaviti civilni dialog o spremembah in prihodnosti Evropske unije tudi po sistemu, torej od spodaj navzgor. No in zato smo danes tukaj, spoštovani in spoštovani. Današnji posvet, ki ga kot rečeno organizirata Občina Slovenske Konjice in Vlada Republike Slovenije, je, da vam na kratko predstavim pravzaprav del slovenskega projekta, ki pa je nadaljevanje vseevropske pobude, ki jo je lansko leto sprožil francoski predsednik Emmanuel Macron. Namreč po odločitvi o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije so si namreč ostale članice Evropske unije vzele nekaj časa za razmislek in tudi pogovor o tem, kako pravzaprav naprej. Med evropskimi državljankami in državljani, pravzaprav z namenom določitve tistih skupnih tem, ki jih ti prepoznavajo kot pomembne, problematične, kritične in vredne obravnave, so se torej po celotni Evropski uniji sinergijsko vzpostavila posvetovanja torej z evropskimi državljankami in državljani, in sicer med aprilom in oktobrom lanskega leta. Ti posveti so bili nestrankarski, odsevali naj bi mnenja tako podpornikov Evropske unije, kot seveda tudi evroskeptikov. No in na podlagi državnih poročil in poročila Evropske komisije, ki je med drugim vodila elektronsko posvetovanje, je nastalo potem skupno evropsko poročilo, s katerim so se seznanili voditelji Evropske unije na lanskem decembrskem Evropskem svetu, in izsledki tega zbirnega poročila naj bi bili upoštevani tudi pri razmislekih o prednostnih nalogah za ukrepanje v naslednjih nekaj letih oziroma pri pripravi strategije agende Evropske unije, tako nacionalnim vladam, kakor tudi institucijam Evropske unije. V skladu z deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019 in junij 2020 bo slovenska vlada nadaljevala s tovrstnimi posveti v lokalnih okoljih, saj se je nekako pokazalo, da bi to moralo biti pravzaprav stalna praksa. Ne samo pred volitvami in nikakor ne samo v večjih mestih, ampak pravzaprav po čisto vsej Sloveniji.
Gre za nekakšen poskus oblikovanja evropske javne sfere, državljank in državljanov, ki, kot že prej rečeno, od spodaj navzgor poskuša zajeti razmišljanja, pomisleke, kritične refleksije, po drugi strani pa seveda tudi dobre prakse, spodbudne ideje in inovativne pristope. No in prvi tovrstnih letošnjih posvetov je potekal pred slabim mesecem dni v Ajdovščini, drugi je danes tukaj v Slovenskih Konjicah, sicer pa se načrtujejo še 4 tovrstni posveti po Sloveniji v letošnjem letu. In sedaj bi se morda dotaknili tega, katerih tem bi se mi danes dotaknili. Namreč skupaj v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice in z Vlado Republike Slovenije smo nekako opredelili 3, zato da ta naša razprava ne bi potekala preveč na široko in zato da nekako ohranimo fokus. Torej najprej bi se dotaknili Evropske unije v našem vsakdanjem življenju, se vprašali, kako mi čutimo pripadnost Evropski uniji, če sploh, kako zaznavamo in dojemamo skupne evropske vrednote, kot so solidarnost, enotnost v različnosti, demokracija, pravna država, socialna blaginja, kaj recimo razumemo pod besednimi zvezami evropska identiteta, aktivno državljanstvo in kako nenazadnje komentiramo evropske volitve, ki so ravnokar za nami. Kot druge teme bi se dotaknili turizma. Kot vemo, je Evropa vodilna turistična destinacija na svetu in turizem ima zaradi znatnega potenciala za prelivanje in ustvarjanje delovnih mest, še posebej za mlade, ključno vlogo pri razvoju številnih evropskih regij, zlasti tistih manj razvitih. Dotaknili se bomo malo destinacijskega povezovanja in pozicioniranja Slovenije na evropskem turističnem zemljevidu, ter tudi trajnostnega, odgovornega in etičnega turizma, ki glede na okoljske razsežnosti turizma ravno tako postaja vse bolj pomemben. In na koncu bomo svoja mnenja in razmišljanja izmenjali tudi na teme, ki se tičejo kmetijstva. Dotakniti bi se namreč želeli problema slovenske samooskrbe, tudi v našem lokalnem okolju, kako vidimo panogo kmetijstva v novem obdobju kmetijskih ukrepov in v luči nove kmetijske strategije, ki jo razvija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kako zagotoviti poštene deleže v prehranski verigi, ko si na primer trgovec vzame zase največ, o zaščiti kmetijskih zemljišč pred kapitalno pozidavo ter obvladovanjem tveganj v kmetijski proizvodnji. Skratka, to so naša izhodišča za razpravo, ki pa jo boste, kot že rečeno, v veliki meri sooblikovali vi, spoštovane in spoštovani. Zato na tem mestu vsi prijazno povabljeni, seveda, da se oglasite in jasno in glasno poveste, kaj mislite, kaj vas stare, bega, morda navdušuje in morda kateremu izmed naših prisotnih gostov danes postavite tudi kakšno vprašanje. Zato mi dovolite, da na tem mestu pozdravim naše današnje goste, ki bodo, kot rečeno, sooblikovali ta posvet, nikakor pa ne bodo nastopali v vlogi solo panelistov. Torej najprej naj pozdravim v naši sredini župana Občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Danes je z nami tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, magister Igor Mali. Pozdravljamo tudi državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in našega sokrajana, doktorja Jerneja Štromajerja. Direktorico urada Vlade za komuniciranje, magistrico Kristino Plavšak-Krajnc. Z nami tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, gospod Zoran Stančič. Pridružil se nam je tudi predstavnik informacijske pisarne Evropskega parlamenta, gospod Andrej Miholič. Direktorica občinske uprave Slovenske Konjice in ob enem danes v dvojni vlogi predsednice turistične kooperative Rogla-Pohorje, gospa Breda Obrez-Preskar.
Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, gospod Stanko Jamnik je z nami. Direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Konjice, gospod Stane Levarc se nam je pridružil. Predstavnica podjetja Unitur iz Reč, gospa Tina Tinta Kovačič. In pa tudi predstavnica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, izpostave Slovenske Konjice, gospa Andreja Marguč-Kavc. Pozdrav tudi vsem ostalim, ki ste se nam danes pridružili. Predlagam, da pričnemo z današnjo razpravo in se najprej dotaknemo prve teme, ki smo si jo izbrali, to je torej prisotnost Evropske unije v našem življenju. Že vnaprej, kot rečeno, vsem najlepša hvala za vaše sodelovanje. Obenem vas prosimo, da ko se boste oglasili, da imate pred sabo mikrofon, ki bo krožil med vami, da nekako strnete svoje misli in razmišljanja nekje tam do 3 minute. Pričakujemo vaše prispevke, zato da bomo lahko zagotovili nekako čim bolj tekoč potek te razprave. In da se še takole malo mehko uvedemo v prvo tematiko. Evropska unija se je z večjim povezovanjem in širjenjem svojih pristojnosti na večje število področij pričela soočati s kritiko demokratičnega primanjkljaja in tudi oddaljenostjo od evropskih državljanov, in to še danes pravzaprav obstaja ena njenih največjih kritik. Ljudje, lahko bi rekli, ne zaznavajo kot nekaj, kar je tam zanje, za njihovo blagostanje, za njihov boljši danes. Edina institucija Evropske unije, ki je praktično direktno izvoljena in predstavlja interese državljanov, je pravzaprav Evropski parlament. Vendar pa ostale institucije Evropske unije, na primer Evropska komisija in Svet Evropske unije, imata pogosto bistveno več moči pri oblikovanju evropskih politik. In da bi na nek način približali delovanje in smisel Evropske unije njenim državljanom, so institucije Evropske unije oblikovale različne priložnostne strukture, ki prebivalkam in prebivalcem Evrope omogočajo, da se takole aktivno vključujejo v oblikovanje politik Evropske unije. Takšni mehanizmi so na primer javna posvetovanja Evropske komisije o zakonodajnih predlogih, potem možnost peticije pri Evropskem parlamentu, organizacija dialogov z državljani in Evropska državljanska pobuda. In ko smo se leta 2004 mi priključili Evropski uniji, smo to storili skoraj 90% podporo. V Evropo smo si želeli, po tej poti evropske integracije je celo politika hodila dokaj povezano in danes, po 15 letih, je vsekakor prav, da se vprašamo o našem odnosu do Evropske unije. Od začetne evforije ob vstopu do danes se je seveda zaupanje slovenskih državljanov v Evropsko unijo nekoliko omajalo, ampak omajalo se je pa tudi zaupanje v nacionalne politične institucije in akterje, na primer politične stranke, morda še celo bolj. Zato naj vam na začetku postavim tole vprašanje. Kako vi osebno čutite prisotnost Evropske unije v svojem vsakdanjem življenju? Ali je to samo recimo preko tabel, ki jih vidite postavljene na območjih, kjer je na nek način pritekel evropski denar, ali je to občutenje sega kam dlje? Kje vi osebno vidite, prepoznavate Evropsko unijo od tistega leta 2004 in kako, v katerih kontekstih se morda identificirate kot Evropejke, Evropejci, evropski državljani in državljanke? Sem rekla, da bom na začetku veliko govorila jaz, sedaj pa je beseda vaša. Pa bi mogoče na tem mestu izzvala, da bi župan naše občine povedal, gospod Darko Ratajec, kako on čuti Evropsko unijo, da malo spodbudimo tole razpravo. Hvala lepa. Torej najprej seveda lep pozdrav. Rad bi povedal, da sem izjemno počaščen, da je ta dogodek danes tukaj pri nas, na naši občini. Tudi teme, ki smo izbrali, smatramo, da so za naše okolje aktualne, pomembne, tudi za državo kot tako, in se veselim tega dialoga danes.
Torej, Evropska unija ima svojo zgodovino. Njen nastanek vemo, kakšni so bili interesi, kako je nastajala, katere osebnosti so bile tiste, ki so spodbudile to povezovanje in to je normalno šlo naprej. Torej, bom rekel, zaključku hladne vojne so se te stvari, bom rekel, širile še naprej. Torej, če hočemo govoriti o Evropski uniji, sedaj moramo poznati tudi malo zgodovine, bom rekel, Evrope kot take, torej, ne samo par let nazaj, ampak mogoče tudi stoletja. Torej, Evropa je bila prizorišče velikih bojev, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna. In pametni ljudje so v nekem času spoznali, da je tega dovolj, da samo nek dialog, povezovanje, bom rekel, skupni interesi, demokratični pristop k razmišljanju bo to lahko zaustavil. Torej, antagonizmi so bili v zgodovini, verjetno jih je sedaj nekoliko manj, ampak Evropsko unijo jemljem kot en, bom rekel, svetilnik v svetu, miru. Torej, je lahko zgled marsikomu, seveda pa geopolitika in pa interesi pač svoje tudi počno. Kot državljan jo čutim pozitivno, jemljem pozitivno. Torej, vse te na nek način vrednote, ki smo jih skupaj vzeli in pa dobrine, ki nam je to povezovanje dalo, jih čutimo. Torej, razvoja bi ne bilo takšnega, kot je, če bi Evropa ne bila skupna takšna, kot je in bi ne funkcionirala tako, kot funkcionira. Da pa imamo občani ali pa državljani do teh inštitucij nekoliko, bom rekel, takole odnos ne preveč naklonjen, je pa verjetno posledica tega, ker morda o tem premalo vemo. Mogoče smo premalo informirani. Verjetno nas tudi premalo zanima. Verjetno nas, ne vem, zanima bolj tole lokalno življenje, ampak to ni prav. Torej, mi moramo spoznavati, kaj se v Evropi dogaja, moramo temu slediti in zato ima, bom rekel, ta sistem izobraževanja, imamo to državnega sekretarja, informiranja, tako, bom rekel, velik pomen, ki bi lahko seveda temu pripomoglo. Ne predstavljam si, da bi Slovenija lahko prosperila drugače kot Evropske uniji. Smo mali narod, razcepljen tukaj oziroma v soseščini velikih, ki, bom rekel, mogoče imajo tudi neke ambicije še iz nekih davnih časov. Tako da naša pot je pot Evrope in jaz verjamem, da bomo vsi kot aktivni državljani temu pripomogli. Seveda se vedno vprašam, kaj lahko vsak posameznik tukaj naredi. Veliko. Torej, mi smo del tega sveta in vsak posameznik je odgovoren in ima dolžnost, bom rekel, da dela v smislu tistega, kar smatra, da je dobro. Tako kot posameznik, kot družine, kot konec koncev tudi naša lokalna skupnost, kot občina, se bomo zavzemali za to, da bo, bom rekel, naše mesto v Evropi, demokracija in vse ostalo, kar temu sledi. Morda, še ena replika. Hvala za besedo. Moje ime je Jurij Levart. Kaj bi pomeni Evropska unija, bi se mogoče navezal na gospoda župana. Tudi sam imam zelo rad zgodovino in mislim, da je prav, da se v teh, bi rekel, časih, ki so lahko tudi za Evropsko unijo prelomni, tudi vedno znova in znova oziramo nazaj v tiste res temelje Evropske unije, temelje Evropske civilizacije in da, ko razmišljamo o prihodnosti našega skupnega bivanja, da teh temeljev seveda ne pozabimo. Tu imam najprej v mislih grško filozofijo, grško kulturo, grško civilizacijo, ki je dejansko Evropa naučila uporabljati razum, da smo razumni pri naših odločitvah, da se znamo o določenih stvareh pogovoriti. Na drugem mestu imam tukaj v mislih stari Rim, ki nas je naučil dejansko uporabljati pravo, pravno državo, ki je postavil temelje v pravnem smislu, da pravo ščiti to naše sobivanje. In na tretjem mestu krščansko vero, krščansko kulturo, ki
je v bistvu v tej navzočnosti teh 2000 let zelo oblikovala in zaznamovala Evropo in tudi aktualnost islama, tudi na islam kot tak v nekem zgodovinskem kontekstu ne smemo vedeti, da so bili ravno muslimani tisti, ki so nam prevedli se pravi grške klasike v naš jezik. Tako da jaz razumem v tej zgodovinski perspektivi Evropsko unijo kot, bi rekel, nek cilj, ki ni nikoli dosežen, ki se nam vedno znova in znova nekam prestavlja v prihodnost. Ampak, ko gremo mi to prihodnost, na te temelje, na te 3 temelje, ki sem jih omenil, nikakor ne smemo pozabiti. Kako jaz čutim Evropsko unijo, seveda najbolje čutim takrat, ko lahko se svobodno potujem do Anglije, do Baltika ali do Grčije, ko lahko brez stroškov kličem ali uporabljam mobilni telefon. Predvsem, ko lahko svobodno izražam svoje stališča, svoja prepričanja, kar tudi ni bilo do nedavnega tudi v Sloveniji mogoče, ko lahko svoje otroke pošljemo študirati in tako naprej. Skratka, jaz si res ne predstavljam zagotovo druga pot naše države brez Evropske unije slabša, kot je ta. Za prihodnost se mi postavlja v kontekstu težav, ali pa bi rekel teh sodobnih tokov, migracij, ki jih imamo, razmišljanje, Evropo, predvsem ko gledam Evropo, ki se je pridružila kasneje Evropski uniji, se pravi ta vzhodni blok, ki je bil pod komunizmom, in vidim predvsem v odnosu do teh aktualnih vprašanj migracij in tako naprej, tu nek razkorak med zahodno in vzhodno Evropo. Sam nimam točnega odgovora, zakaj, ampak jaz mislim, da bi tu neko srednjo pot, neko razumsko pot v nekih pravnih okvirih bilo potrebno najti. Predvsem pa se mi zdi Evropa kot pot nekega uspeha, ker moramo vedeti, da je Evropa stoletja nazaj rojevala vse možne nacionalizme, fašizme, komunizme in tako naprej, ideologije. In Evropa je tisti garant, Evropska unija je tisti garant, ki nas lahko v prihodnosti tega obvaruje. Hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz pa prihajam iz šolstva, torej iz Gimnazije Slovenske Konjice in bi mogoče podala stališča šole. Mi imamo na šoli tudi projekt Šola ambasadorka EU. Z gospodom Andrejem smo tudi že sodelovali. Pa ne bi zdaj rada toliko o projektih, ampak mogoče koliko pa dijaki tu vidijo priložnosti. Namreč oni ne gredo v te stvari, ki se jih udeležujejo z nekimi predsodki, strahovi, ampak kot vidim, vidijo tu predvsem velike priložnosti. Naprimer, na šoli imamo polno projektov mednarodnih, ravno zdaj so tudi na eni izmenjavi v Italiji in ne razmišljajo, da bi jim to bila ovira, tako da me zelo veseli, kako se tudi vključujejo in tudi vidijo, da se lahko sami, ne glede na to, da so še mladoletni, da še naprimer ne morejo voliti, aktivno vključijo v razne projekte, ki jim na koncu pomenijo tudi neko odskočno desko. Danes bi prav gotovo bili mnogi med njimi tu, ki so zelo aktivni na tem področju, ampak kot veste, se je že začela splošna matura, tako da ne morejo biti zraven. Koliko pa se mi potem v debatah pogovarjamo, pa vidim tudi to možnost in priložnost, da bodo znali preko tudi tega sodelovanja mednarodnega najti verjetno neko pot. Vemo, da Evropa je na nekem razpotju, da se bo treba drugače pogovarjati, da bojo problemi rešljivi. Torej imamo podnebne zadeve, ki niso rešene. Imamo, ne vem, malo je bilo med vrsticami omenjeno, torej sobivanje, torej tudi z drugimi verami, religijami, narodnostmi, ampak
verjetno bojo malo manj obremenjeno stopali na to pot. In sama v bistvu tu vidim zelo veliko tega partnerskega sodelovanja tudi preko njih. Tudi sami mentori, učitelji pridobivamo ravno iz te njihove neobremenjenosti in aktivnosti. Toliko. Hvala. Ja, lep pozdrav. Zdaj, kaj pomeni Evropska unija? Jaz sem eden tistih, ki je več časa preživel v Evropski uniji svojega aktivnega življenja kot kdorkoli v deležu. Jaz sem 3 leta v eni prejšnji državi, potem ostalo v Sloveniji, od tega 15 let v Evropski uniji, pri 32 let, to kar dober odstotek. Jaz bi si trdil, da je, v bistvu Evropa je postala naš dom. Zdaj, ta evropska integracija, Jure je prej lepo povedal, iz kje temelji židovsko-krščanska kultura, naša civilizacija kot takšna, ne? Bi ga pa popravil v točki, da Evropa je v osnovi utemeljena na premogu in jeklu. Skupno za premog in jeklo smo mi vzpostavili to, kar mi danes poznamo kot Evropsko unijo. In premog in jeklo, neki ekonomski gabariti so še danes en ključnih tkiv ali pa načinov sodelovanja Evropske unije, ki pa je seveda s časoma prerasla to, kar je prej rekel župan, utemeljena na antifašizmu, miru med narodi, v kontinentu, ki je skozi stoletja praktično se bojeval, imamo zdaj že dolga desetletja mir. To je nekaj, kar je treba, mi, ki smo šli iz tistih balkanskih vojn, se še spomnite, kako je to izgledalo, ampak preostale kontinenta je pa že dolg čas živel mir, kar je dobro, kar je edino prav, kar moramo negovati. Hkrati, pa če pogledamo, jemljemo Evropo malo samoumevno. Zdaj, se vem, ponovadi najmanj slabo kritizira tiste, ki pridejo na dogodek, ampak v resnici nas je malo. Če pogledamo Slovenijo, udeležbo na zadnjih evropskih volitvah v preteklem delu, drugi najslabši v Evropski uniji. Če pogledamo Slovenske Konjice, naš volilni okraj, pod republiškim povprečjem. Se pravi, ali nam ni mar, ali pa jemljamo zadevo for granted, se pravi, za samoumevno, kar je pa nevarno, ker to pa potem goji razne izme, o katerih je prej Jure govoril, in recimo prav nacionalisti, tisti, ki recimo niso naklonjeni Evropski uniji, so tudi v Slovenskih Konjicah, če pogledamo volilni rezultat, naredili rezultat nad republiškim povprečjem. In to je zaskrbljujoče. Kot recimo predstavnik mlajše generacije, Jure je zelo dobro tudi opisal, pa kolegica z gimnazije pred mano, v bistvu neke te izzive, katerimi se Evropa bo izzivala. Omenjena migracija, še bolj pomemben izziv, definitivno bolj problematičen, je pa okoljsko vprašanje. In to je recimo tema, ki jih mladi najbolj zanima. Podnebna pravičnost. To je tema prihodnosti, ne tista srečna žica na Kolpi ali pa obmejne kontrole z Avstrijo. Ampak ali bomo na tem planetu še imeli normalen zrak zadihati, kakšne bo vremenske pogoje, ali bo suša, ali bo voda. In to so pa izzivi, na katere, ki so pa globalna vprašanja, na katere pa 2-milijonski narod v bistvu ne more odgovoriti samo. Lahko samo 400-500 milijonov ljudi skupaj odgovori na te globalne izzive in v tem smislu pa Evropska unija lahko, kot prej rekel župan, je nek svetilnik upanja za kontinent. Bo pa potrebno več narediti, da ne bomo imeli stvari za samoumevne. Tudi z volilno udeležbo, tudi z tem, da ko greš na volitve, da glasuješ. Mislim, ironično, največja stranka v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta bo Brexit partija. To stranka, ki se poimenuje potem, da želi, da grejo ven iz Unije. Mislim, da bo imeli eno največjih, če ne največjo delegacijo v Evropskem parlamentu. Ironija par excellence. Hkrati pa imaš kup nekih gibanj, pa prizadevanj, ki so jih mladi podprli, ki pa gledajo tukaj res dolgoročne. Ta potni list famozni, Evropski potni list je mladim, številnim. In to, da jim rečeš, da mora iti po vizo, to je tako bizarna zadeva. Kaj hudiče že ta viza? Že ti se moraš poklikati za ZDA 15 minut, ne, popolnoma nepotreben opravek. Ker jemljamo normalno, da lahko greš pred potnim listom, posebno izkaznico v London, Berlin, kamorkoli. Kar pa še nekaj 10 let nazaj ste pa kaj, to te zgodbe o švercanju kave z Avstrije, pa Italije, kavboj, pa karkoli. Hiter človek pozabi. In to je pa treba, na to je pa treba paziti. In tukaj imamo recimo, potem ko smo utemeljili Evropsko unijo na premogu, smo pa tudi začeli to identiteto graditi. Recimo program Erasmus. Program Erasmus je verjetno najboljši projekt te unije, ker to gradi
To gradi evropsko identiteto, ne. Pa mislim, da celo 1 milijon Erasmus otrok obstaja, ne, kot posledica tega programa, nekaj tak statistiko sem pred časom zasledil, ne. To so pa potem ti svetovljani, ki bodo razumeli in gledali, ne vem, čez reko in se bodo ukvarjali s tem, kaj v vesolju oziroma kakšen zrak bodo imeli. Tako da tukaj je prihodnost Evropske unije, po mojem. Mislim, da je gospod vse povedal, kar sem nas hodil povedati, ampak ne, super. Ravno to bi podaril, no? V bistvu, da všeč me je v bistvu, da je bil na eni strani poudarjen ta civilizacijski dosežek Evropske unije, njen pomen, se pravi 70 let brez vojn, ki pač danes mladi jemljamo kot, če sebe še štem, zraven mladi, ampak mladi pa sploh v bistvu kot samoumevnega, no? Ni nekaj, kar bi jih obremenjevalo, v bistvu. Jaz recimo iz neke srednje generacije nam je predvsem pomembno to, kar je bilo drugo, bolj recimo ta utilitarističen pogled, v bistvu pomembno nam je to, da lahko jaz vzamem avto in se odpeljem na Portugalsko in zares v bistvu se ne ustavljam nikjer, uporabljam isti denar in zaradi tega to jemljem kot skupno domovino. Pošiljam recimo otroke, ki bom pošiljal lahko študirati in tako naprej. Ne? In tretje, v bistvu, kar je zdaj gospod Šorman dobro v bistvu izpostavljal, to v bistvu Evropska unija kot orodje. Ne? To je pač skupina držav, ki glede na svoje skupne interese v bistvu poskuša najti odgovore v bistvu tam, kjer jih pestijo in Evropska unija, kar jaz vidim, je v bistvu ravno to, da Slovenija, kot ena majhna država, ima neko orodje, povezavo, v bistvu, s katero lahko v bistvu najde odgovore na globalno vprašanje. Pa, najbolj je bilo izpostavljeno tukaj okoljsko vprašanje, ampak tudi prestrukturiranje recimo geostrateških moči, odnosi do Kitajske, Rusije, Amerike. Evropa, pač vemo, da je največje gospodarstvo, obnaša se pa dosti tako, da nas v bistvu velike sile malo vodijo okoli, zaradi tega, ker pač vidijo, kje je kakšna država, v bistvu, kjer je bolj prav pride kot drugim in potem probajo z njenim vplivanjem na se razdeliti, v bistvu dosegati svoje rezultate. Tukaj imamo očitno državo. Tretje je mogoče že sama, ne vem, varnost podatkov. Vemo, kaj se bo zgodilo, če bo slovenski premier se pritožil oziroma iz njegovega kabineta, pardon, da omejujem, mislim, da omenjam na ta način, ampak če bi se recimo Slovenija uprla temu, da Facebook pač jemlje podatke in ne pove, zakaj jih jemlje karkoli, nimamo nekih vzvodov moči, s katerim bi lahko pritisnili, da bi se ta praksa nehala. Evropska unija kot taka ima. Vem, da pač sankcije, ki doletijo potem Facebook, zaradi tega so razmeroma majhne glede na njihove dosežke, ampak je vse nekaj, kar se tudi pokaže, da jih boli. Se pravi, v 500 milijonski skupnosti oziroma 450 milijonski skupnosti po britanskem shodu imamo neko orodje, v bistvu, s katerim lahko pač dosegamo nekaj več in s tem pač služimo kot svetilnik. No. Še iz novinarskih časov se spomnim, ki je pač kolegica Zorana Bakovič govorila, ki je zelo dobro poznavalka Kitajske, ki je govorila v bistvu to, kako Kitajska recimo na nek način jo moti močna Evropa, zaradi tega, ker z razdrobljenostjo v bistvu dosega več ekonomsko, ampak kako pa po drugi strani v bistvu tudi vodstvo Kitajsko gleda kot nek civilizacijski dosežek, ki bi ga neverjetno rado v bistvu poustvarilo v Aziji, pa se boji, da bo zaradi tega moralo iti skozi zelo turbulentne čase, tako kot smo mišli, da bi do tega prišli. Tako da to, no, meni se zdi v bistvu to, kar je bilo že izrečeno, v bistvu pa kar bi samo še poudaril zraven, je ravno to Evropska unija kot orodje, ki malim prinaša v bistvu možnost, da se odloča o velikih vprašanjih in išče rešitve na njih. Hvala lepa. Torej, sedaj smo pravzaprav poslušali same pozitivne stvari o tej naši razširjeni državi Evropske unije, pa je morda na tem mestu vprašanje, zakaj se še pa potem vedno državljanke in državljani sprašujejo, kaj dejansko Evropa počne. Ali menite, da jo jemljajo kot nek velik, dobro plačan birokratski aparat, tam daleč nekje v Bruslu, na katerega pravzaprav nimajo nobenega vpliva, in ali v bistvu ta pozitivna vloga, kot smo že danes slišali, Evropske unije v našem vsakdanjem življenju, ali to znamo dovolj na glas in dovolj jasno povedati našim državljankam in državljanom, pa bi morda na tem mestu jaz besedi izvala vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, gospoda Zorana Stančiča, če lahko. Hvala lepa, torej najprej lepa hvala za tega posveta. Rad bi poudaril, da je zelo dobro, da se redno srečujemo, ne samo v pripravah kakšnih pomembnih strateških dogodkov, ampak na nek način je srž naših skupnih prizadevanj to, da skupaj soustvarjamo
našo Evropo in en od vzvodov za ustvarjanje naše Evrope tudi iskrena izmenjava mnenj. Tako da zelo pozdravljamo te aktivnosti, tudi to, da smo tukaj v Slovenskih Konjicah. Rad bi pa seveda poudaril to, da podobno pač Evropska komisija je začela tista, ki je začela torej s pripravo dialogov za državljane že leta, torej 1. marca 2000 oziroma 2. marca 2017 in prvi dialog z državljani, ki smo ga imeli, je bil ravno v Sloveniji, ko je imel predsednik Juncker skupni takrat s predsednikom takratne vlade. Skratka, mi smo do takrat upravili, meni se zdi, več kot 1500 dialogov z državljani in ta dialog je pravzaprav razumemo kot eden od teh dialogov, ki grejo v skupno smer. Zelo sem vesel iskrene izmenjave mnenj in pogledov in pravzaprav se čem strinjam. Rad bi poudaril tudi to, predno odgovorim na vaše vprašanje, da velik problem je pravzaprav, kako približati Evropo državljanom. Zato, ker verjetno je pomembno tisto dejstvo, ki pravi, da 80% zakonov, s katerimi se ukvarjajo slovenski poslanci v torej nacionalnem državnem zboru, parlamentov, je prenos evropske zakonodaje na nacionalno raven. Kaj to pomeni? Pomeni, da torej evropsko zakonodajo pripravlja skupaj torej svet in Evropski parlament in potem se to prenaša v nacionalno zakonodajo, kar pomeni, da je prav zaradi tega zelo pomembno, da že na ravni torej priprave osnutkov zakonov sodelujejo državljani in tudi pravzaprav interesne skupnosti, združenja gospodarstva pri pripravi teh osnutkov. Ti vzvodi obstajajo, iskreno povedano pa jih državljani Slovenije ali pa slovenske interesne združenja ne izkoriščajo zadosti. Kaj je razlog? Mogoče en razlog to, da ne poznajo teh vzvodov, drugi razlog morda rečejo, ja, bomo počakali, da se bo to sprejelo, bomo potem na ravni države poskušali zadeve urediti in to je zelo narobe. Pomembno je torej, da na nek način prek vzvodov, ki jih imamo, to znanje oziroma razumevanje delovanja inštitucij razvijemo, spodbudimo k sodelovanju in hkrati pravzaprav te priložnosti, ki so nam dane, največji možni meri izkoristimo. Tukaj ključni element je na vsak način delo z mladimi, vzgoja in izobraževanje, torej zavedanje, torej graditev te evropske identitete, ki ne nadomešča identiteto, ki jo že takoj, oziroma identitete, ki jih že takoj drugače imamo, ampak jih pravzaprav nadgrajuje, in pravzaprav ključno razumevanje tudi delovanja inštitucij, torej ta državljanska vzgoja, kako deluje lokalna uprava, kako deluje državna uprava, kako deluje, če želite, kako deluje evropske inštitucije in kako lahko mi kot državljani vplivamo na to, da gredo te zadeve pravzaprav v našem okolju, lokalnem, državnem, evropskem, v tisto smer, ki mislimo, da je v našem interesu. In tukaj se mi zdi, da je treba ogromno narediti. Ne poznamo teh vzvodov, ne poznamo svojih pravic, in tukaj je treba delati z mladimi, tega, da se pravzaprav, in tudi z drugimi, tudi starejšimi, tega, da te vzvode izkoriščamo. Problem je potem, da odgovorim na to vprašanje, ki ste mi ga zastavili, na vsak način se evropske inštitucije dojemajo kot nekaj, kar je oddaljeno, kar pravzaprav se upravlja tako ali drugače določena evropska elita, ampak kaj veste, Slovenija je tista, ki pravzaprav sooblikuje vse te zadeve. Slovenija ima slovenskega komisarja v Evropski komisiji, Slovenija odloča oziroma soodloča o tem, kdo bo predsednik Evropske komisije. Problem, ki ga pa imamo, je pa dostikrat, da politiki, tukaj pravzaprav ne gre na kritiko Slovenije ali pa kogarkoli drugega, ampak gre dostikrat za to, da se potem neki uspehi, ki jih imamo, evropske uspehi, se pod narekovaju nacionalizirajo, kar pomeni reče se, to sem jaz dosegel, tisto, kar so pa problemi, se pa potem evropoizirajo. In to je nek način mogoče zelo razumno, oziroma zelo lahko razumemo, ni pa dobro, zato ker potem na dolgi rok potem ceno to plača recimo evropski ugled. Rad bi pa poudaril še to, da če pogledate ocene javnega mnenja, oziroma raziskave javnega mnenja,
sigurno je malenkost padla javna podoba evropskih inštitucij, ampak če pogledate rezultat, torej zaupanje v recimo evropske inštitucije, je še vedno bistveno višje kot zaupanje v nacionalne inštitucije. Kaj je to torej? Jaz mislim, da dostikrat državljani razumejo, ne kažem s prstom, ampak mislim, da dostikrat državljani zaupajo evropskim inštitucijam kot neko inštitucijo, s ciljem, pravzaprav, da lahko tudi v primerih, pa ne govorim to, da gre za Slovenijo, ampak recimo pogledajte, kaj se dogaja v nekaterih drugih državah v Evropi, ko pravzaprav državljani rečejo, gledajte, evropske inštitucije potem vplivajo na to, da nacionalne inštitucije spravijo v pravo smer. Govorim recimo o vladavini prava v Romuniji, pa tudi drugje. Tako da tukaj se mi zdi, da kar je potrebno je opozoriti, da evropske inštitucije niso kar nekaj takega, ker obstaja tam daleč od državljanov. Evropske inštitucije so torej morajo delovati v interesu državljanov in pravzaprav vse te vzvode, ki jih imamo do njih, jih moramo izkoristiti. Ključno tudi seveda za volitvami, kjer pa jaz mislim rezultat 28,5%, torej tukaj gre za 15% povišanje v primerjavi s prejšnjim, torej z volitvami leta 2014, govorimo o evropskih volitvah, niti ni tako slabo. Še vedno bi si želeli, da je bilo večja udeležba na volitvah, ampak jaz mislim še vedno dobro, da je bilo več državljanov na volitvah in tudi seveda na vsak način, da so te proevropske sile v Sloveniji in tudi v Evropi pravzaprav zmagale v teh volitvah. Hvala lepa. Jaz bi se vsem, preden pridemo morda tudi malo konkretneje tudi na rezultate evropskih volitev, še malo zadržala pri evropski identiteti in morda na tem mestu zastavila vprašanje tudi našemu predstavniku iz Ministrstva za izobraževanje. Namreč gre za to, da, kot rečeno, Evropska unija zelo poudarja te posamične nacionalne, regijske, lokalne kulture, dediščine in kot svoj bistven gradnik na nek način poudarja načelo enotni v različnosti. Ampak vseeno, kot smo slišali, ta gradnja evropske identitete je vseeno zelo pomembna zaradi tega, da bi dejansko čutili Evropsko unijo kot naš nek razširjen prostor, razširjeno domovino. Torej, kako bi to naredili, da bi dejansko začeli v šolah? Kaj ocenjujete, da je tista prava pot? Ja, sem že prej omenil s programom Erasmus, tega bi bilo nedvomno treba še razširiti malo več tudi na srednje šolce. Mi recimo na Ministrstvu za izobraževanje trenutno delamo na projektu državljanske vzgoje. To je nekaj, kar smo prepričani, da bi bilo potrebno vključiti v srednje šole, se pravi, da tukaj prihajamo do neke bolj aktivne vloge v družbi, v aktivnem državljanstvu kot takšnem. Več bi mogli v bistvu vsi skupaj narediti, da mlade zaintrigiramo, ker če jih bomo pri mladih letih uspeli, ne vem, zanimati za civilno družbo, pa ne za politiko v tem boju za oblast, ampak za vsebino, policy, se pravi, stvari, ki se jih tičejo, da so bolj aktivni, je to nekaj, ko jih boš potem lahko držal celo življenje, se pravi, ukrepitev tega tako imenovanega mladinskega sektorja. Hkrati pa pač, veš, Evropska unija, zastava, slogan, himna, ampak to ni vse, imaš v bistvu poleg inštitucij pa teh voljenih predstavnikov, imaš te neke stvari, ki jih mladi žal jemljajo kot samoumevno, to sem prej govoril, to, da lahko grejo z avtom do Portugalske pa plačujejo z istim denom. Meni generaciji je to normalno, pa Interrail vozovnice pa po celi Evropi pol za 18. rojstni dan in podobne zadeve. Ta promocija tega, kar Evropska unija nudi, pa da ne smemo imati za samoumevno, je nekaj zelo pomembnega. Hkrati pa tudi tukaj moramo starejši, pa morajo biti starejši, še tudi dodatno zgled, se pravi, da vendarle nekim znanjem, izkušnjami, tudi zgodbami, če ne drugače, opozorijo mlajšo generacijo, kakšne so alternative, ki pa niso najbolj zabavne. To je na eni strani, na drugi strani pa, da se znamo dobro upreti preprostim odgovorom na kompleksna vprašanja. To so ti nesrečni populizmi. Brexit means Brexit. Potem se mladi zbudijo, naslednji dan in ne vejo več, niso šli volat, seveda, ampak se zbudijo naslednji dan in ne vejo, če bojo šli pa na Erasmus. In to so te posledice, dejanja ali nedejanja imajo posledice.
In tukaj bo treba več narediti, da se do takšnih stvari ne prihaja. Zdaj, odhajajoči predsednik komisije je to označil kot eno svojih največjih napak. Tradicionalne stranke so v Angliji bile, v Veliki Britaniji bile drastično zredirane z političnega prostora zaradi njihove nekompetentnosti, da se soočijo z tem izzivom. In tega ne smemo dovoliti, da se nam zgodi. Se pravi, ključno je, da ne postanemo brezbrižni. Ta brezbrižnost je tista stvar, ki po moje lahko najbolj problematična, in tukaj recimo projekti, ki se dogajajo na srednjih šolah, super zadeva, se pravi program Erasmus, ki ga je potrebno ukrepiti, vodenje za vzgledom, možnost, da imajo ljudje res občutek, da ko grejo na volitve, da se njihov glas sliši, da ne prihaja do tega famoznega demokratičnega deficita, ali pa da kar se da odpravimo, da nimajo ljudje Evropske unije občutek, da lahko soodločajo samo o tem, a bomo uro prestavljali ali ne. To je edina stvar, katero lahko soodločajo, ko pride pa do velikih finančnih zadev, pa se to dela na nekih nočnih sejah CK-ja ali katerega organa že. In to so pa tiste stvari, kjer pa moramo več demokracije tudi hkrati ljudem omogočiti. In mogoče se bojo z tem več vedli. Jaz recimo v Konicah smo zdaj začeli s tem projektom participativnega proračuna. Jaz mislim, da to ljudem lahko pokaže možnost, da bojo imeli še nekaj, da ni demokracija samo volitve, ampak da je to način življenja. Hkrati pa, da bojo videli, da lahko z neko aktivnim državljanstvom nekaj dosežejo, pa če so to pobarvane črte na košarkarskem igrišču ali pa nove mreže na fuzbal golih ali pa karkoli tazga. In to je neka politika majhnih korakov. Zdaj, ko je bilo pa v osnovi ministrstvo za izobraževanje, mi delamo na tem, da bi uvedli državljansko vzgojo, to tudi v koalicijskem sporazumu, to je nekaj, ko verjamem, da bi lahko naredili v razmislek. Razmislek je pa tudi znižanje volilne udeležbe in pa elektronsko glasovanje. To je pa nekaj, o čemer bi se lahko vsi zamislili, ali je to recimo nekaj, kar bi približalo. Samo ono pa pazi, da to iz tega ne rata lepotno tekmovanje ali pa Eurovizija. Tukaj potem so vprašanja, ki jih je treba predebatirati. Ja, dejansko smo ponovno prišli do izida tudi evropskih volitev, mogoče zdaj na tem mestu tudi čas, da jih malo pokomentiramo. Praktično je bila udeležba v kar nekaj članicah Evropske unije višja kot leta 2014, kar kaže na nek način, da se državljani vseeno vse bolj zavedajo pomena evropskih volitev za prihodnost Evropske unije in da je pravzaprav veliko na kocki. Sredinske stranke so precej izgubile. Povečala se je podpora liberalcem, zelenim in evroskeptičnim strankam. No in morda me na tem mestu zanima, kaj so po vašem mnenju torej glavni razlogi za ta izid volitev? Kaj menite, zakaj je bila udeležba v Sloveniji pravzaprav med najnižjimi, drugi od zadaj naprej smo bili? In kako dejansko doseči, da bi ta odstotek zvišali? Gospod Jernej Štromajer je že omenjal torej sistem elektronskih volitev, da bi morda mobilizirali mlade, ali je to res dejansko edina rešitev, ki bi morda povečala torej udeležbo na evropskih volitev, ali so še kakšni načini, pa bi morda na tem mestu vas, gospod Miholič, prosila za komentar. Hvala. Ja, dejstvo je v bistvu, da se je udeležba na evropski ravni zvišala za 10 odstotnih točk. Prvič v zgodovini v bistvu evropskih volitev, da zdaj je bila ena taka konstanta padajoča, v bistvu je zdaj bil kar velik odboj nazaj. Tukaj sem zelo hvaležen v bistvu gospodu Stančiču, ker je že prej omenil v bistvu nekaj, kar bi moral že jaz prej. In sicer to, da v Sloveniji dejansko imamo nizko udeležbo, ampak da letos, ko bo prišli še glasovi iz tujine, bo najbrž v bistvu postala rekordno visoka, ali to na žalost, ali na srečo pač na naši, od vseh v bistvu 4 naših pač volitev, in da dejansko se je zgodil ta dvig za 15% več državljanov je prišlo v bistvu na volišče kot leta 2014, kar je približno 60,000 ljudi. Glede na to, da v bistvu ni neke politične ekonomske krize v državi, ki bi dodatno mobilizirala v bistvu, ne bi zdaj v bistvu čisto prevzel, ampak recimo imeli smo, se mi zdi, razmeroma uspešno kampanjo Tokrat grem volit, ki smo jo vodili, kjer smo in to je treba poudariti v bistvu za eno množico v bistvu mladih ljudi, predvsem mladih ljudi v bistvu, ki so bili zelo aktivni, uspeli tudi marsikaj pač narediti na tem področju. Naš začetni cilj je bil v bistvu ustaviti padajoči trend in ga po možnosti, ampak to bolj kot sanje obrniti, zdaj glede na ta obrat lahko v bistvu vzamemo kot pozitivno v bistvu to kampanjo, je pa res v bistvu, da je bil boj večji marsikaj drugega. Ampak tudi to bi zdaj v bistvu tako v 20 državah je v bistvu zrasla
udeležba, v 8 je padla. V Sloveniji pač kot rečeno v bistvu nekoliko manj. Je pa to treba to poudariti, v bistvu, da mogoče čisto, pa ne bi zdaj bil rad pretirano optimističen ali pa karkoli, ampak dejansko v bistvu se v Sloveniji to zgodi, da nam je nekaj ta samoumevnost, nekaj v bistvu kako dojemamo Evropsko unijo, nekaj zunanjega, nekaj v čemer mi participiramo, nekaj pa mogoče tudi to, da nam je enostavno tudi dobro, zaradi tega, ker če pogledamo v bistvu rezultat, lahko gotovimo, da nobena stranka, ki načeloma na desni ali na levi sprejema protestne glasove, se ni uvrstila v Evropski parlament. Tako da tudi to je najbolj neko sporočilo, v bistvu, ki ga je pomembno dati. Zdaj, na tem področju, kot rečeno, pač zrasla je ta udeležba za 15%, mislim pa, da tisto, kar je, pač gradnja aktivnega državljanstva, gradnja politične participacije oziroma zavedanja politične participacije je pa pač tek na dolge proge. Mi smo ga pač pripravljeni in ga bomo nadaljevali, tudi za nadaljevanje pač že omenjene kampanje. Gre pa predvsem za to, da je treba za različne akterje, tako v šolah kot druge, v bistvu predvsem spodbujati ljudi. Pri mladih ljudeh bi to rekel, v bistvu, kar se mi zdi zelo pomembno, je bil nakazan en element, v bistvu, bi ga rad mogoče še malo bolj poudaril. Ta zgled. Mladi, v bistvu, da se jaz zdaj z njimi skozi to kampanjo pogovarjal, vedno je tako, njih politika ne zanima, oni so nepolitični, sploh jih ne brigajo apolitični, zato možno vsi govorijo naprej. Ko jih vi poprašate v konkretnem vprašanju, takoj dobite ne samo, da so politični, ker imajo stališče o temu, ampak ga znajo tudi argumentirati. Nekateri mislijo, da lahko odločajo samo veliki in da tu pri nas pač tak greš na volitve ali ne greš volitve, je tak vseeno teh 5 let, kdo bo tam. Potem so tu velika vprašanja okrog teh prostocarinskih con, pa teh davčnih oaz, katerih rečejo, le oni pa plačujejo, pa lahko takih pa davkih to delajo, da multinacionalke lahko ne plačujejo davke za Evropske unije. To ljudje vse spremljajo, tudi mali človek to spremlja in ima te platforme za neenakopravne platforme v to. Velike pridobitve smo tako našteli tukaj in se vsi strinjamo, da je Evropa ena velika platforma, ena velika pridobitev, ki pa se mora neprestano reformirati, če hoče obstati kot taka. Če bo zastala samo za trenutek v taki masi narodov, je to propad. In tukaj jaz vidim sam eno tako možnost, kako napredovati in kako, vemo pa, da je to pravi projekt, ker se vse več držav okrog nas želi družiti oziroma priti v Evropsko unijo. Te nepravilnosti, tako na zakonskih področjih raznih in pa v institucionalnih področjih bojo pa morali biti bodoče odpravljene, če bomo hoteli, da bomo vsi evropejci prvega reda, ne pa na enem vozu, drugem vozu, sem pa tja različne carinske stvari, različne cestne, prometne prevedelitve in vse skupaj. Na eni strani centralizacija, na drugi strani pa močna federalizacija te Evropske unije. To, ki jaz sem vidim. Hvala lepa. No, pa morda vzemimo kot izhodišče za naslednjo vprašanje, morda ravno to repliko, ki jo je gospod Stane Levart izpostavil, torej, češ, da smo nekako na nacionalni ravni dobimo občutek od naših voditeljev, da so evropske volitve nepomembne, pa se mogoče preslikajmo na lokalno raven, pa poglejmo, ali smo v tem pogledu kaj drugačni. Namreč v tem tednu smo ravno v občini Slovenske Konjice pričeli s projektom participativnega proračuna. To pomeni, da lahko občanke in občani povemo na glas, kaj si želimo od naše občine, kaj si želimo postoriti drugače, da bi bilo bolje, da bi bilo v naši občini lepše živeti. Pa bi morda na tem mestu ponovno izzvala k besedi našega župana, gospoda Darka Radajca, ker me zanima, kakšna pričakovanja ima on, torej kakšen odziv pričakuje od občank in občanov, če slišimo o tej neaktivnosti, če slišimo o tem, da ne znamo biti aktivni državljani na evropski ravni, ali menite, da pa smo lahko aktivni in da bomo bolj aktivni, pa čisto na lokalni ravni, je tu morda kakšna razlika? Ja, poglejte, hodim takole po mestu ali pa kje druge, se na mene obračajo ljudje z raznimi vprašanji, interesi, željami, in seveda, zdaj, če se da prisluhneš, pomagaš, ampak župan ni tisti, ki bo o tem odločil. Mi imamo jasne poti, kako mi do nekih stvari pridemo, imamo občinski svet, proračun in tako dalje. Torej, pomembno je, da imajo občani možnost, da povedo tisto, kar bi si želeli drugače oziroma kar bi morda v nekem trenutku, v nekem momentu bilo za njih pomembno ta hip. Ker dobro, mi imamo v občinah, imamo nek sistem, imamo župana, imamo občinski svet, krajevne skupnosti, imamo javne zavode, vse to funkcionirajo, ampak marsikdaj, bom rekel, občani iz
takšnih ali drugačnih razlogov morda niso v možnosti, da svoje interese izražajo. Tako smo lani, ko smo se pogovarjali o tem, moram tu Jerneja podariti, to je bila njegova tudi velika želja, smo se odločili, da bomo pač temu pristopili. Jaz verjamem, da bodo občani to sprejeli. Pričakujemo veliko idej. Občina ni mala, občina Konjice v bistvu je že spada praktično pred velike občine. Imamo veliko odprtih vprašanj, ki bi želeli rešiti. Seveda je pa prav, da najdemo način, demokratičen, pošten, da te pobude na nek način tudi v nekem času realiziramo. Mi smo si dali 3-letni čas, torej projekt za 3 leta, bomo približno % proračuna za to namenili. Potem bomo pa videli, imamo okolja, kjer je to dobro, kjer je to fino razvito, ne? Marsikje so to tudi pustili, ampak smatram pa, da za Konjice, kjer smo bolje povedati po nekaj leti nazaj bili deležni malo pomanjkanja tega demokratičnega čuta, da to dejansko realiziramo. Hvala lepa. Torej, če sem prav razumela, pričakujemo vsekakor višjo volilno udeležbo, torej da bodo občanke in občani v višjem odstotku glasovali za predlagane projekte, kot je bila recimo udeležba na evropskih volitvah. To bo seveda pokazal čas, sedaj pa spoštovane in spoštovani predlagam, da preidemo na drugo temo današnjega posveta, ki smo jo izbrali, to je turizem. Kot smo se že v začetku pogovarjali, je pravzaprav turizem, je Evropa vodilna turistična destinacija v svetu in turizem je pomembna gospodarska dejavnost z izjemno pozitivnim vplivom na gospodarsko rast in tudi na zaposlovanje v Evropi, že prej smo slišali predvsem za mlade. Celo med tisto gospodarsko krizo, ki se vsi še zelo dobro spomnimo, se je pravzaprav turizem pokazal kot precej odporna in nenehno rastoča panoga. Hkrati pa ima seveda turizem vse bolj pomembno vlogo tudi v življenju evropskih državljanov. Vsi namreč vedno pogosteje potujemo, tako poklicno kot zasebno. In seveda turizem ni povezan samo s kulturno ali naravno dediščino, ampak tudi s tradicionalnimi in sodobnimi kulturami Evropske unije, ter pravzaprav odlično ponazarja potrebo po uravnoteženju gospodarske rasti s trajnostnim razvojem, vključno z njegovo torej etično razsežnostjo. Prav tako lahko turizem, kot vsi vemo, pomembno prispeva k krepitvi podobe Evropske unije v svetu, ter je sredstvo na nek način za širjenje naših vrednot in privlačnosti evropskega modela, ki pa je sad stoletnih kulturnih izmenjav, jezikovne različnosti in ustvarjalnosti, kot smo že danes že pogosto slišali. No in naprimer Evropski sklad za regionalni razvoj podpira konkurenčnost, podpira trajnostnost, kakovost turizma na regionalni in lokalni ravni. Tega smo deležni tudi v lokalnem okolju, kar nekaj uspešno izvedenih projektov je bilo tudi sofinanciranih iz teh skladov. Tesno je povezan z uporabo in razvojem naravnih, zgodovinskih, kulturnih točk ter privlačnosti mest in regij kot krajev za bivanje, tudi delo in obiskovanje. Skratka, predlagam, da si morda postavimo vprašanja tako iz evropskega proti lokalnemu nivoju, pa bi mogoče zastavila vprašanje, mogoče predstavniku Evropske komisije, katere ukrepe na področju turizma Evropska unija na nek način najbolj spodbuja in pravzaprav s katerimi programi. Recimo v naši občini oziroma v Sloveniji smo precej poznamo program IDEN, torej gre za evropske destinacije odličnosti, manj prepoznavne destinacije, ki se na nek način umeščajo na evropski zemljevid. V to mrežo sodi tudi naša občina Slovenske Konjice. Poznamo program Kalipso, ki se osredotoča na turizem za starejše, za morda tiste deprivirane skupine, tako ali drugače. Skratka, kaj konkretno imajo lahko od teh pobud, teh projektov slovenske turistične destinacije, med njimi tudi naša turistična destinacija Rogla-Pohorje, če čisto konkretno zastavim to vprašanje. Hvala lepa. Torej, najprej se mi zdi zelo pomembno, ko govorimo o turizmu, da predpogoj za turizem je seveda varnost. In tukaj se moramo zavedati, da je Evropska unija, ne glede na to, da kakšenkrat je tudi bilo recimo v kontekstu
predvolilnih pogovorov so bile podane napačne informacije, torej Slovenija in Evropska unija še vedno najbolj varno območje za življenje, delo na svetu. Tako da predpogoj za uspešen turizem, tudi gospodarski razvoj je varnost in tukaj smo lahko upravičeni na to, kar imamo. Druga zadeva, ki je tudi zelo pomembna, pa ste vi omenili kontekst trajnostni razvoj. Glejte, tisto, kar privlači turiste, je v glavnem sta dve zadevi. Pri izpolnjenem predpogoju varnosti se to predvsem narava in kulturna dediščina. Skratka, tukaj se mi zdi, da so spet tako narava kot kulturna dediščina oziroma varstvo narave, varstvo hrane, voda in podobno, tiste zadeve, ki jih pravzaprav prek teh vzvodov, ki jih imamo vedno znova na vrhu naše politične agende in tudi virov financiranja. Na koncu vzvodov za spodbujanje takšnih ali drugačnih ukrepov na področju turizma jih je ogromno. Ključna stvar se mi zdi je spet morda celo predpogoj je infrastruktura. Če govorimo o infrastrukturi, na vsak način prometna infrastruktura, investicije, ki tako ali drugače prihajajo za različna področja, morda državljani niti ne poznajo podatka, da skoraj da 40% investicij, ki so bile narejene v Sloveniji v zadnjih 15 letih, torej od leta 2004 naprej, skoraj da 40% investicij v Sloveniji prihaja iz evropskih sredstev. Torej, to je ogromna vsota in to so pravzaprav takšni ali drugačni evropski skladi, ki so bolj socialni sklad za spodbujanje novih znanj za turistične delavce, pa na drugi strani pravzaprav recimo prometne infrastrukture, ki se spodbuja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako da tukaj jaz mislim, da tisti, ki jih zanimajo tako ali drugačne te zadeve bolj natančno, so tukaj tudi na razpolago dodatne informacije iz Europe Direct točke ali pa tudi iz predstavništva Evropske komisije, tako da če želite dodatne informacije, lahko državljanom to tudi vedno znova ponudimo. Ampak na vsak način, si pravim, za državljane morda zanimiva ta informacija tudi, da 40% vseh investicij prihaja iz evropskih skladov. No, recimo z novo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, torej za 5-letno obdobje 2017-2021, si je tudi naša država zastavila kar smeli cilj in sicer doseči 3,7 oziroma 4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj. In če se zdaj pogledamo številke, smo kar blizu temu zastavljenemu cilju, torej na dobri poti, da ga tudi dosežemo. Zastavila si je tudi jasno vizijo, torej postati zelena, aktivna, zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja in sedaj že 3. leto konstantno izpolnjuje to strategijo, seveda v sodelovanju s terenom. Za to novo strategijo je prišla tudi nova razdelitev, torej na 4 makrodestinacije turistične v Sloveniji in pa tudi opredelili so torej 34 vodilnih destinacij znotraj teh 4 makrodestinacij. Ena izmed teh je tudi, kot rečeno, naša turistična destinacija Rogla-Pohorje. Vendar pa ta strategija na nek način ni ponudila sistemskih rešitev, kako naj se te destinacije formalno formalizirajo na terenu, kako naj se organizirajo na terenu. Torej, v nekaterih občinah deluje čisto samostojno na nivoju ene občine, na drugih območjih kot konglomerat nekih občin, ponekod na nivoju razvojnih agencij, potem na nivoju regionalnih destinacijskih organizacij. Skratka, zelo redke so tiste, kjer nekako delujejo kot zrele destinacijske management organizacije, kar bi verjetno bil pač cilj. Pa me na tem mestu zanima, ali Evropska unija ali bolj si Slovenija, če nam morda lahko kdo predstavi, ali lahko dejansko nam ponudijo kakršnekoli enotne, optimalne rešitve, torej za teren, kako se organizirati na terenu v tem smislu. Glejte, jaz bi se moral poudaril, da na vaše vprašanje je zelo pomembno, da se zavede, torej bi odgovoril, da to so odločitve, ki so pravzaprav na ravni Slovenije. Veste, sredstev je ogromno, v naslednjem finančnem okviru, torej po letu 2021,
za 7-letno finančno obdobje, torej je predvidenih okvirno približno 4 milijarde evrov za regionalni razvoj. In tukaj je pravzaprav vprašanje Slovenije, da se odloči, zakaj bo šel ta denar. To na nek način pač bo trebalo pripraviti nacionalni razvojni program. Izhodišča za pripravo nacionalnega razvojnega programa so pravzaprav že objavljena v okviru poročila v Sloveniji, ki je bilo objavljeno ki ga je Evropska komisija objavila konec februarja meseca. In zdaj je pravzaprav nekako počasi čas za začetek pogovorov na ravni Slovenije, zakaj ne bi šel ta denar. Evropska komisija seveda želi, da bi prišlo v Sloveniji do velikih premikov glede zvišanja dodane vrednosti nezaposlenega, glede pametne specializacije in podobno, vendar pa odločitve so na strani Slovenije. Tako da tukaj je na vladi, da pripravi strukturiran dialog z regijami, z občinami, prvi koraki so že narejeni in tukaj so pravzaprav evropska sredstva, ki so na razpolago, vsebino samo pa ne bodo rekel Bruselj, ampak boste se odločili v Sloveniji. Če ni, izvolite, gospod Peter. Jaz sem bolj glasno govoril. Zdaj, koliko sem razumel, z ene in z druge strani, mi delimo v tej destinaciji, potrebujemo denar, hkrati pa potrebujemo neki načrt, širši, ne tisti, kar je gor na vrhu, ampak kar je razpršeno po terenu, po celi občini, pa ne samo po občini, tudi po sosednjih občinah. Ker sam sodim, da bi bilo prav in dobro, ko se gremo take destinacije, da smo povezani, da ko pride, denimo, bom rekel, en gost iz tujine na Roglo ali v Zreče, da bo lahko imel možnost iti v enem dnevu, kaj vem, k nekemu kmetu na podeželje, to se je že dogajalo, na Trgatev, pa doživi en Weinlese am Rhein, ker so bili včasih Nemci gor, ne? In podobne stvari. Zdaj, a to pomeni, da bi morali imeti, jaz sem dal pobudo, naprimer, da bi pri enem kmetu, enem našem sosedniku, zgradili apneco. To so stari običaji, vse ne bo delalo, ampak okrog tistega se lahko marsikaj dogaja. Pa še je takih stvari. Imamo ta hit, pa bo dobila veliko nagrado turistično društvo, ki ima izredno lepo zbirko starih izdelkov. In to je tisto, kar bavi. To bi tuji lahko videli. No, v tem smislu, se pravi, verjetno jaz razumem, da bi morali imeti tukaj eno izhodišče, en načrt, kako bomo potem pa na podlagi tega zahtevati in prositi za denar. Je to? Hvala lepa, seveda to so čisto konkretni, že vsebinski predlogi, pravzaprav iz terena, kako nadgraditi turistično ponudbo, kako jo opredeliti, seveda kako tudi počrpati tako evropska sredstva, kot tudi sredstva, ki jih za to ministrstvo namenja. Župan se je še prijavil k besedi. Ja, hvala lepa. Poglejte, občina Konjice, v bistvu mi imamo sprejeto strategijo razvoja turizma, ne, in tudi na tem delamo sami kot občina in pa seveda tudi v vseh ostalih povezavah. Predvsem se moramo vprašati, kakšen turizem se mi tu želimo, kakšne pogoje imamo, ne? Kaj je tista prednost, ki bi jo morali razvijati naprej in na tej osnovi delati. Veste, ni samo denar, torej denar pač nekaj rabimo, ampak mislim, da moramo to, bom rekel, turizma, bom rekel, sodelovanja s kmetijstvom, z vsem ostalim okoljem nadgrajevati. Seveda pa tu moramo imeti tudi osnovne pogoje, torej Konjice imamo težavo, nimamo namestitvenih kapacitet, znanih razlogov. Mi smo bili danes v muzeju v Celju in smo se pogovarjali, kako stvari, ki jih imajo tam shranjene, nekako približati Konjicam, kako tukaj zakotiti prostore, da bi to neka atraktivnost nastala in pa da bi predvsem ljudje spoznali našo zgodovino in našo preteklost.
Jaz verjamem, da bomo skupaj to zmogli, ne. Torej, kazalci so pozitivni, imamo recimo zelo aktivno turistično društvo, tole je predsednik tamle, in z nekimi malimi koraki. Predvsem pa moramo vedeti, kaj želimo. Ne. Ali Konjice pa okolica se nekega masovnega turizma verjetno ne bomo mogli privoščiti. Je pa tako, kot je bilo rečeno, torej neki butični produkti. Smo zelena destinacija, ne smo ravno dobili to priznanje in na tem bomo gradili še naprej. Ja, mogoče bi jaz na tem mestu dejala, sicer župan je že veliko povedal o naši povezanosti v destinaciji, na kar smo res izjemno ponosni, ampak ker smo tudi pred novo finančno perspektivo in to, kar ste v bistvu omenjali, je na nas, da v bistvu podamo pobude in ker je turizem res izjemno povezan z razvojem naravne in kulturne dediščine, bi pač v imenu destinacije in pa seveda potencijale razvoja slovenskega turizma povedala, da je treba razmišljati o tem, da se še znatna sredstva namenijo za razvoj te dediščine, zato ker dejansko samo z mehkimi vsebinami, ki smo jim priča, da pač se v zadnjem času, v zadnji perspektivi izjemno podpirajo, da za osnovno infrastrukturo pa je še premalo denarja namenjena, da apeliramo na vse, ki pač so sogovorniki pri tem, da dejansko se določena sredstva usmerijo v to. Mi smo bili uspešni ravno pri raznih razpisih, torej pri zadnjem razpisu kot vodilna destinacija na področju digitalnega marketinga, se uspešno promoviramo, ampak kot rečeno, želimo si takega butičnega turizma, to je župan dobro poudaril, in osnovnih pogojev pa še nimamo zagotovljenih. No, in tukaj bi na tem mestu dejansko to omenila. Tako, čestitke, gospa direktorica, za izredno dober nastop, ko me je danes malo poživel, pa mi je malo kri po žilah, zato ker informacije, ki jih danes dobivamo, moramo udejaniti. In jaz sem zelo vesel, da smo danes začeli s to temo, zato sem tudi prišel. Iz preteklih obdobij, glede na volitve, pa na vse tisto, jaz sem imel srečo, da sem malo starejši, pa sem zelo veliko županskih kandidatov na radiju soočal v politiki, se je tista kultura spremenila čez leti. Tako da, če si jaz kot voditelj programa postal zmeden, jaz se ne čutim, da so ljudje postali zmedeni, ker smo mi čitali isto, kar je bilo realno. In zdaj, ko prehajam, če smo delali Gastoš pred mnogimi leti, če smo Anton Floral spravili dvakrat skozi, pa smo tam nekateri skozi prisotni, skrat najlepše mesto. Tic imamo zdaj na zavedljivem nivoju. Rogla Pohor je zavedljivo. Kje smo pa zgubili? Zgubili smo pa na ljudeh. Ker nam nič ne koristi spomenik, če nismo o tem spomeniku naučili svojih ljudi, da bodo o njem govorili. To se pravi, mi smo zdaj 20 let zgubili nekaterih informacij, sedaj pa se obuja nazaj. Mi moramo ceniti svoje in spoštovati sebe, drugače ne bomo znali drugih. Drugače bo čisto enostavno, je boljše, da plačam 20 € za Dunaj, plačam vodiča, mi povejo na Dunaju, kaj se je zgodilo, in vsega, kar se bom spomnil, je dunajski šnicl na vreme. In zato imamo tiste destinacije, ki gospod Štefanič je rekel, da je ta princa, to imamo vse, ampak mi moramo gledati širši turizem. Mi smo mesto, ki je pomembno v tem sistemu in recimo prodajati tiste destinacije, če govorimo samo o mestu. Zdaj bomo prodali Koroško, kjer bodo 2 dni ljudje se družili tu in imeli čas pogledati isto. Pohodniki El Camina, ki so obiskali z nami in bojo ponesli recimo Konjice. In te stvari, ki jih mi delamo, so samo tiste drobne. In to, kar je rekla direktorica, zagarantirate tisti denar, ker pri pametnih ljudeh ga bomo mi znali razporediti. Je šel mogoče nekoč v krive roke ali pa napačna investicija. Sedaj pa je tak močen aparat, ker in Evropo, tako močen aparat, da mislim, da bo vsak evro pravilno. In mi je všeč, ne bo se dolgasnali dobro. To je hota. Hoče reči, da se strinjam z rektorjem, vsem sogovorniki, da je tu treba povezati tisto in izkoristiti tisto, kar je vodilo. Imeti toliko denarja, da nisi vedno v strahu, da ti bo zmanjkalo. Ker če imaš ta strah vsega pri sebi, potem nisi progresiven.
In jaz mislim, da je danes ta okrogla miza prinašala tisto, kar želimo popraviti, dati na stran nesoglasja in iz tega najboljše iztržiti. Nekateri ljudje iz preteklosti morajo iti iz cone ugodja, ker so se vsedli na tisto, kar je, nič od sebe dali, ostali niso mogli zraven in niso izkazali tistega, kar so želeli, pa so šli drugam. To smo naredili 20 let. In zdaj je tisti čas, da izkoristimo znanje, inteligence, vsega tistega, kar je prišlo, postavimo na pravo mesto in pa skupaj to koristimo. Sicer pa že prej smo slišali o tesni povezavi pravzaprav turizma in kmetijstva, zato predlagam, da se morda zdaj prelijemo torej še v našo tretjo, zadnjo temo. Lahko povem, da če bodo ljudje prišli v našo turistično destinacijo Rogla Pohorje, ni strahu, da bi morali jesti dunajski šnicl, kajti mi imamo okuse Rogle in še marsikaj podobnega. Tako da k sreči so se torej župani 4 občin, Oplotnice, Slovenskih Konjic, Zreč in Vitanja pravočasno povezali, da smo tudi ujeli ta vlak, ki zdaj pelje dejansko torej proti letu 2021 in da smo dejansko bili prepoznani kot vodilna turistična destinacija. Naj poudarim, da vkolikor župani tega posluha ne bi imeli in se ne bi pravočasno povezali, mi kot vodilna turistična destinacija v Sloveniji ne bi mogli nastopati. Tako da zato pravim, da je bilo mogoče marsikaj prepuščenega terenu in da bi si želeli morda v tem pogledu bolj usmerjene in sistemske predloge rešitve, ki bi nam jih ponudila torej naša država. Torej, gremo na kmetijstvo. Vsi vemo, Evropska unija se lahko pohvali skupno kmetijsko politiko, v osrčju te so kaj drugega kot naša hrana, naše podeželje, naše okolje. Gre za partnerstvo, ki je sklenjeno med Evropo in kmeti in predstavlja seveda izziv za kmetijstvo že skoraj 60 let. Torej, njena glavna cilja na začetku sta bila izboljšati kmetijsko proizvodnjo, da bi potrošnikom zagotovili zanesljivo ponudbo hrane po dostopnih cenah in kmetom v Evropski uniji omogočili dostojno preživetje. No, danes, skoraj 60 let pozneje, pa je Evropska unija pred številnimi izzivi, predvsem kar se tiče prehranske varnosti. To je treba povedati, na svetovni ravni bi se pravzaprav morala proizvodnja hrane podvojiti, da bo mogoče nahraniti 9 milijard ljudi tam leta 2050, tako nekako kaže statistika. Podnebnih sprememb in trajnostnega upravljanja naravnih virov ter skrbi za podeželje v Evropski uniji in ohranjanje podeželskega gospodarstva. Skratka, gre za skupno politiko vseh držav članic, ki se tudi upravlja in financira na evropski ravni iz sredstev letnega proračuna Evropske unije. Skupen pristop k podpori kmetijstvu omogoča pravične pogoje za kmete, ki konkurirajo na notranjem evropskem in svetovnem trgu. In ta skupna evropska politika ima 3 razsežnosti, torej podporo trgu in dohodkovno podporo, ki se stavljata tako imenovani prvi steber, ter pa razvoj podeželja, kar spada pod tako imenovani drugi steber. No, trenutno se institucije Evropske unije pripravljajo na sprejetje nove reforme v okviru večletnega finančnega načrta za obdobje 2021-2027 in naše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je ravno včeraj v dvorani Državnega sveta organiziralo predstavitev resolucije z naslovom Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021, s katero nekako želi postaviti strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja. Pa bi morda si na tem mestu postavili tole vprašanje, kako država pravzaprav vidi panogo kmetijstva v novem kmetijskem obdobju, v novem obdobju kmetijskih ukrepov, v luči torej nove kmetijske strategije, ki jo razvija torej že prej omenjeno ministrstvo, kateri so tisti ključni poudarki in morda kar na tem mestu že vprašanje, kakšno kmetijstvo si pravzaprav želimo. Bi morda na tem mestu k razmišljanju povabila gospoda Staneta Levarta. Lahko, hvala. Kmetijstvo je vedno ena taka odlična tema za pogovor, ne posod jo najdemo v turizmu, v
gospodarstvo kot eno vrsto gospodarske panoge. Je pa vedno v političnem smislu vedno tako dana malo na stran, čeprav se vsi zavedamo, da brez kmetijstva ne moremo. Ne. To dejstvo, ki ste ga izpostavili, da se zdaj pripravlja neka nova vizija razvoja slovenskega kmetijstva, drži. Seveda je pa problem starejše narave. Ne. Problem slovenskega kmetijstva izhaja tisti glavni srčeka problema, je bila narejena takoj po vojni, ne, ko so se določene strukturne spremembe naredile. In od takrat naprej v glavnem slovensko kmetijstvo s takimi drugačnimi državami vedno sopiha nekje v odzadje. Ne. Ne moremo skriti dejstva, da nam je vstop v Evropsko unijo marsikatero stvar, bom rekel, posodobil, olajšal predvsem na zakonskem področju. Ne. Če se samo pomislimo, kakšne zakonske regulative so veljale nekoč, nekdaj na področju predelave hrane in je tu takoj seveda odgovor, zakaj mi nimamo toliko razvitih predelav botičnih na kmetijah, kot jih imajo Avstrijci, zato ker je bilo včasih to pri nas nemogoče narediti, ne? Zato ker je bil kmet pacek, ker je bilo vse umazano in tako naprej. In ko smo prezrcalili evropsko zakonodajo, predvsem ta higienski paket, ne, regulativa 852, 834, 853, 854, se vidi, da je vse zelo enostavno. Evropa čisto enostavno razmišlja. Ne. Odgovornost se prenaša do neke točke posameznika do točke naprej. In kmet je torej odgovoren, da prideluje zdravo, kakovostno hrano. Ko jo preda v vrtec, se tam njegova odgovornost konča, tam drug poskrbi za to naprej. Ne. Včasih je bilo v nas vse tako vedno zelo v nekem objemu nekem naddržavnega aparata, ki je vse to nadzoroval. Torej, tam smo bili veseli, ne, ko smo spoznali, kako je lahko tak zakonodaja enostavna, se pravi, hrana mora biti zdrava, neoprečena in nič druga. Ne. Pogoji morajo biti taki, da se lahko nadzoruje, da je sledljivost omogočena. Samo o tem govori evropska zakonodaja. Pri nas je pa možno sestaviti pravilnik, kako pravilno zapakirati liter mleka, recimo že karikirano. Ne. In na tem področju se je zadeva zelo poenostavila in smo zato lahko zelo hvaležni tudi za vsa sredstva, ki smo jih črpali, bodisi iz predpristopnih programov in tudi sedaj. Vsekakor pa želim postaviti sledeče, ne. Evropa se bo mogla znati odgovoriti in to gremo čisto nazaj lahko, kaj je pravzaprav evropska identiteta, ne, kateri so tisti apostolati, na katerih stoji in sled tega je čisto enostavno možno odgovoriti, kaj je pa pravzaprav evropsko oziroma slovensko kmetijstvo. Ne. Ali mi želimo oziroma smo toliko pogumni, toliko samozavestni, da rečemo, da naše kmetijstvo je drugačno od madžarskega, pa poljskega, francoskega in tako naprej, kakor tudi Avstrijec trdi, da ima on drugačno kmetijstvo in ga ima drugačnega. Ne. In tu pa je en rahel problem, kako vse te imenovalnike, ne, te neenakosti, te smole, pač nekdo ima pač smolo, da živi v švicarskih Alpah, ampak mora kmetovati, ne, nekdo ima pač to veselje, da lahko na nekem polju strašnih razsežnosti doma, ampak vse to spraviti na skupni imenovalec je pa velik problem. Ne. In sled tega se sedaj seveda ta kmetijska politika je nekako roke dala mičkem stran, pa rekla, lejte, mi najbrž, da nismo znali zdaj čist neke enakovredne vatle narediti, pa dajmo zopet vam državam možnost nekako, da izpostavite vaše atribute. Ne. In to je najbrž pozitivno. Ne. Me pa skrbi seveda, če čisto na kratko rečem, ne, manjka nam nekih, bom rekel, res širokih kmečkih politikov, tudi naši ljubi Sloveniji, smo izgubljeni 15 let nazaj, pa če se to sliši še ne vem kako kritično, ne? Nekdo, ki ima širino, ne? Ki zna videti naprej, nekdo, ki ni, vete, pri nas nov kmetijski minister, nova kmetijska politika, nova paradigma, ne? In to najbrž, da ni dobro. Ne? In to sledljivost, to povezanost nam sploh na kmetijskem področju malo manjka. Mi se bomo vsi trudili se bomo na lokalnem območju, kjer mislim, da je prav, da začnemo in lahko rečem, da z našim gospodom županom lepo sodelujemo tudi v sklopu kmetijske zadruge. Torej, podirati tabuje, možno je priti v javne zavode za lokalno hrano, lokalni kmet lahko proda v javni zavod in ima odlično hrano in tega se moramo vsi slejko prej zavedati. Ni pa to seveda odgovor na bomo rekli, širše kmetijsko vprašanje, torej kakšno kmetijstvo se mi želimo. Ne? Rabimo močne kmete, ki bodo proizvajali
Ne. Rabimo botične kmete, kajti to je edina možnost, da lahko preživi. Rabimo pol kmete in v tem stavku gotovo vsako razglabljanje o tem, kdo je pravi kmet in kdo ni, jaz bi ga rad že v kali zatrl. Ne. To je tudi stvar debate, ne, kdo je pravi kmet. Za mene je kmet in se ve, kdo je kmet, ki proizvaja hrano in obdeluje zemljo. Ne. In pač, če hodi v službo, pač mora hoditi. Ne. In ko bomo imeli te stvari rešene in znali definirati, kaj pomeni družinska kmetija, ne, če bomo pa to znali definirati, potem pa bom jaz tudi lahko dal za pijačo enkrat od veselja. Ker to pa rešuje, vete, marsikatero vprašanje za bodočnost. Ne. Potem si bomo pa lahko tudi priznali, da je način življenja v družinski kmetiji gledano tako v širšem aspektu za državo zelo pomemben. Ne. Je to država na skrivaj, to zelo dobro ve, ne. Zato, ker tu se vzgajajo nekakšni drugi karakteri, ki znajo odločati, ki znajo poskrbeti, ki imajo občutek za sočloveka in tako naprej. To so teme, ki se počasi odpirajo in niso nepomembne in vse to se skriva v definiciji, torej kakšno kmetijstvo si želimo, kaj je družinska kmetija in ali bomo znali te različnosti, ki so po Evropski uniji, spraviti na iste vatle. Tako na široko, pa hkrati zelo hitro. Hvala. Gospod Hren, torej potem pa gospod Maliče. Hvala lepa za besedo. Jaz sem zelo vesel, da smo v naši občini, ne govorimo samo o kmetijski politiki, ampak govorimo o podeželju. Ker vemo, kakšna je razprščenost in da smo podeželska država, če tako rečem, podeželska občina. Mislim, ta kombinacija med mestom in podeželjem, ta mora biti zabrisana. Pogoji na podeželju in v mestu morajo biti podobni, če hočemo, da bomo zadržali ljudi na podeželju, da bojo tukaj delali, da bojo obdelovali te manjše zaplate zemlje, ki so bistveni. To je Slovenija, to je tisto, kar tujec vidi, ko pride tam. Če bo država hotela poskrbeti, da bo Slovenija taka ostala, če bo dala še 3-krat več denarja, niti pokositi teh travnikov, pa teh polj ne morejo. To se pravi, je nujno obdržati vse vrste kmetij na podeželju in pa ljudi, ki so pripravljeni delati in obdelovati to. Zato jim omogočiti z subvencijam, ne samo velikim, tudi malim in vsem, ki pridobivajo dohodek, bodisi z službo in kmetijstvo, ali vse tako, kot je rekel prestane. In to je zdaj pomembnost na kakšno naslednje perspektive, da naredimo, ker je Slovenija tista poklicana, ki bo sama razporejala ta kmetijski denar, tako narediti, da bomo čim več ljudi obdržali na podeželju, da ne bo te močne centralizacije, ki v zadnjem času obstaja. Ko pol ljudi dela sam v Ljubljani, podeželje pa se vse bolj prazni in vse manj ljudi je, ni družin, to je družinska kmetija, ni ljudi, ni več nekega spirita, zakaj bi sploh živel tam na podeželju. In jaz se vsak dan srečujem s tem in pomirjam ljudi in pravim, bo se nekaj spremenilo, to je perspektiva, kar proizvajate naprej, kar vi delate, je, hvala Bogu, veliko vredno. In temu pa mora tej misli slediti tudi politika, zato da bojo ljudje ostali in delali na podeželju. Če ne bomo imeli par centrov, pa vse prazno. Država, ki nima poseljene svoje države, tisti delež ozemlja ni več. Hvala lepa. Ne, socijalna, postoji prije doma dela. Majhna sem socijalna, da bom reči, vse ga robi, ko ga robi. Pravi, ko je bil tata, 10-krat nas je bil dinarja, manj vedno tam. Zdaj pa, ko smo si vsi svoje vajče naredili, pa vse pa čaja, ostani pobrat ta socijalna konica. To vam naj pošteno. To vam naj pošteno, to se dogoje. Pošteje, šup v gobe, da tako se ljudi se zadovoljni. Vam čisto tako, po na krško povajanje. Naj se zadovoljni, ker naj pošteje. Gre, zdaj me, tesija se na vec naprej še gre, notarju, primeri, kar gledamo to naprej, kar se zdaj naredili, tu zdaj je pet mandatno šutko, da je se tako naredili. Pa če se ta vje daj, da jaz malo poveda občine, pa se malo zanimate, tam se nas naj dela. Jaz sem sem da ta prišla, da vam povajam, kak je na stvari, kak je krivice se dogoja. Kak so koji jaz ljudi zadovoljni, si ne moja biti. Dok glih jedan dan na avtobus mi je rekel, toga noj za neću gledati, to je zbog šatna, pa je sve rešeno. Tak se zdaj tako mnogo mislio. Tada se bijela jedna autobus i rekel, neka sam tak se čeo bijela.
5 let pijače gor, vsi tisti, ko jim je segal, takle, vzemno jedno, ko je bil dražno jesti, segal vse, pa so ga gostilno povabili, pa so ga napojeli, pa je zavogla mreža, pojedel not nekaj na metal, pa je bil njen. No, to so pa torej konkretne težave na terenu, tako je, zato je prav, da se dobivamo večkrat na tovrstnih posvetih in si dejansko izmenjamo torej mnenja, težave, bolečine, ki jih imamo ljudje, tako da hvala tudi za ta komentar, gospa. Jaz bi pa na tem mestu morda predala zdaj besedo gospodu Maliju, da še mogoče malo širše to zadevo pokomentira. Najlepša hvala, se strinjam. Definitivno je pomembno, da se pogovarjamo in da vidimo iz različnih aspektov probleme in pa možne rešitve. Jaz sicer nisem specialist za kmetijstvo ali pa za, kot je bilo prej omenjeno, turizem, vodim pa pogajanje za naslednji finančni okvir. In zdaj, dovolite, da grem eno uro nazaj, ko smo se pogovarjali o Evropski uniji in o prioritetah in podobno. V javnomnenjskih raziskavah in pa tudi tu v naši debati je bilo, sem slišal kot ključne prioritete podnebne spremembe, sociala, potem varnost se tudi omenja, konkurenčnost v primerjavi, ne vem, z Ameriko, s Kitajsko in podobno. To so tiste prioritete, ki jih imamo in tako imenovani izzivi in podobno. Sociala absolutno tudi sem spada. Ampak potem pa gremo v naslednjo fazo, ko se pogovarjamo o denarju. Zdaj pa na evropski ravni, tako imenovani večletni finančni okvir za obdobje 7 let. Evropska komisija je pripravljen, se mi zdi, da tak zelo pametno narejen dober predlog, ampak ko pride to v razpravo med države članice, enostavno dobimo 3 tabore držav. In to je bilo tudi že prej. Tiste, ki zagovarjajo čim manj denarja v evropski proračun, to so predvsem te severne države, tako imenovane neto plačnice. Potem imamo en blok držav, ki zagovarja kmetijstvo in nič drugega. In imamo tretji blok držav, ki zagovarja kohezijo in nič drugega. In med temi tremi sploh nismo omenili niti sociale, niti podnebnih sprememb, niti okolja in varnost in podobno. To si pač vsak za prioriteto vzame in na ta način potem pogajanja potekajo. Zdaj, kdaj bo ta pogajanja za naslednjo 7-letko končana, je drugo vprašanje. Zadeva se zamika, jaz mislim, da letos tega še ne bo, ampak to mogoče za kak drug forum. Potem pridemo pa, ko so enkrat končane, pridemo pa na nacionalno raven. Kje so zdaj tiste prioritete, kam bomo mi vlagali sredstva. Tu je vsaj problem, ki ga jaz vidim, včasih sem se ukvarjal tudi z regionalno politiko, na eni strani pomanjkanje projektov konkretnih, po možnosti takih, ki bi vključevalo več občin ali pa, ne vem, regionalnih in podobno. V idealnem primeru rabimo projekte na zalogo, ko si izpogajamo evropska sredstva, da začnemo razmišljati, kje projekte bi delali, ampak projekte na zalogo. Ne govorim zdaj za to občino, govorim nasploh. Na drugi strani programe, ki bodo generirali in turizem in delovna mesta, krepitev gospodarstva in podobno. Potem je tu še večno vprašanje, v kmetijstvu imamo 2 stebra, eden je pač tako imenovane subvencije, drugi je pa razvoj podeželja. Odkar sem v teh zgodbah vedno neka debata, kaj je bolj pomembno, ali subvencija kmetu, ali damo več denarja za razvoj podeželja, za kohezijo in tako dalje. Mislim, debata je legitimna, ker imamo vsi različne interese, vsi iz različnih okolij izhajamo. Recimo, jaz, ko se z mojim nizozemskim kolegom pogovarjam pri teh pogajanjih za evropski proračun, z njegovega vidika je kmet privatnik. In z njegovega vidika, z vidika nizozemcev, bi to mogel biti prosti trg. In so proti temu, oni bi nareč subvencije ukinili. Pa še kjera država je taka, predvsem na severu. Na drugi strani imamo recimo najbolj znane Francoze, ki bi želeli imeti čim večje kmetijske subvencije. Teda, že tu ni enostavno najti nek kompromis, kak evropski proračun
skupaj sestaviti. Ne? Pol je pa naslednje vprašanje, je pa kakšne so pa domače prioritete. Zdaj, koliko vidim, pa še enkrat nisem specialist za kmetijstvo, ampak koliko vidim, se tokrat zadeva zastavlja malo drugače v naslednjo finančno perspektivo in sicer tako, da ima država članica, se pravi Slovenija v našem primeru, več odločanja, na kak način bo sredstva recimo iz kmetijske politike porabljena. To je pa zdaj stvar domače in politike in ne vem, razprave med ministrstvom in raznimi združenji, ne vem, kmetijske organizacije in podobno. No? Teda, kar hočem povedati je, zadeva ni po eni strani toliko enostavna, po drugi strani pa pač moram zagovarjati pozicijo, z katere prihajam, ni vse država tista, ne? Ki določa in podobno. Ne? Stvar debate in pa ta pravega, ne vem, pogajanja ali pa tudi konkretno predlogov ali iz lokalnih skupnosti ali pa iz raznih interesnih združenj. Na vse zadnje, zato imamo tudi državni svet recimo in podobno. Tako da tu mislim, da bi mogel biti, kar se države tiče, ta prava debata in ta prav kompromis, kako to narediti. Pa mogoče še eno tako, mogoče grem zdaj malo stran od te razprave, ampak zadnje tedne ali pa tudi mesece je zelo aktualna tema so podnebne spremembe. In kako zastaviti našo politiko v boju proti podnebnim spremembam in podobno. Kako moramo biti čim bolj ambiciozni in podobno. Jaz sem absolutno za ambicioznost. Moramo pa krati tudi vedeti, kaj to za sabo potegne. Ne? To pač potegne za sabo, da bomo mogli tudi reformirati ali pa modernizirati celotno in energetiko in gospodarstvo, manj vlagati v asfalt, več v železnice, pa javni transport in podobno. Samo karikiram, ne, da je treba tudi pri takih zadevah lepo se sliši, družbeni konsens narediti. Ne. Enostavno se moramo zmeniti, kaj bomo s tistim omejenim denarjem, ki ga imamo, delali. Ne. Tok za uvod. Hvala lepa. Še dve prijavi imamo za repliko, torej najprej gospod Stančič in nato še gospod Jamnik, potem pa bi počasi sklenili tudi ta del, če se strinjate in ga morda nadaljevali še v malo bolj neformalnem delu kasneje. Izvolite. Hvala lepa. Jaz bi samo navezal na to, kar je povedal gospod Mali, in sicer morda je za državljane zanimivo to, da se zavedajo, da delež proračuna Evropske unije, ki je namenjen za kmetijstvo, je približno 1/3. Skratka, 1/3 celotnega evropskega proračuna gre za skupno kmetijsko politiko. To je ogromno. To je bistveno večje kot delež recimo na nacionalni ravni. S tem pravzaprav se na ravni Evropske unije izraža jasno zaupanje v pomen kmetijstva. Hkrati za Slovenijo to konkretno pomeni finančno okoli malenkost manj kot 200 milijonov evrov pride na letni ravni iz skupnega evropskega proračuna za kmetijstvo v Sloveniji. Če damo to zdaj, kaj to pomeni konkretno po številkah, torej 200 milijonov po teh podatkih, ki so v Slovenijo, ne bi se s kmetijstvom ukvarjalo 2% slovenskega prebivalstva, kar pomeni, da nekako na eno osebo, ki se ukvarja s kmetijstvom, pride na leto približno 5000 evrov vsako leto. Kar je pa zelo pomembno, je pa to, kar je omenil gospod Mali, da v prejšnjem finančnem obdobju, torej obdobju, ki se bo izteklo leta 2020, je veliko prioritet in predpisov, zakaj ne bi šel ta denar, prišlo pravzaprav iz Bruslja. Skupaj po pogovori z državami članicami. Za obdobje 2021 do 2027 bojo pa več ali manj te pristojnosti prenešene na države članice. Kar pomeni, da je pomembno, da se v Sloveniji prek vzvodov, ki jih imate, dogovorite, zakaj ne bi šel ta denar, in tega denarja je veliko, vendar pa se pravim, zakaj ne bo šlo, boste odločali
se bo odločilo tukaj v Sloveniji in ne več toliko skupaj na bruseljskem parketu. Hvala lepa. Vete, kako je še priti, Brusla, več ste zvlade, zato ne bi tudi odkredali nič prekinili, ko se bo zelo nekaj dela. Uničili, ker zdaj samo občine nas delajo. Kaj je občina? Občina je 10, tudi 10 je občina, če občina smela. Vete, kaj reče, je super, pa sem to navadil, odvekne, da je to ustrajala in začne skupijati. Pa tam celo vidimo, čest verga, pa dotarja. Hvala lepa, tudi to bomo zapisali kot državljansko pobudo, torej, da bi se ukinilo streljanje s petardami in z ognjemeti. Kakšen dovoljni od osmeta treba večja je strajati kozm, močno, če ga pismo ne doseže, pa ne vojsko gre. Hvala lepa. Gospa, bomo to temo nadaljevali še potem malo kasneje, potem v radnem delu, če se strinjate, predlagam, da sedaj sklenemo temo, ki se tiče kmetijstva in predajam besedo gospodu Jamniku. Ja, lep pozdrav. Poglejte, če je bilo jeklo pa premog razlog za ustanovitev Evropske unije, tako je zdaj bilo kmetijstvo, ravno s ciljem zagotoviti potrošniku ceneno hrano. In seveda, kje je problem slovenskega kmetijstva, ko ga jaz vidim? Mi se na skupnem trgu srečujemo z našim kmetijstvom, našo posestno strukturo, našim območjem z omejenimi dejavniki, z industrijskim kmetijstvom, kot ga jaz imenujem v teh najbolj industrijskih razvitih državah, rečemo Nizozemska, Danska in tako. In mi z našim povoj nekako ne moramo biti konkurenčni. In gledajte, ko se govori o teh velikih številkah, ki prihajajo denarja na naše kmetije, mi za hrano namenimo kot potrošniki 10 do 12-15% naših prihodkov približno. Če pomislimo 30-50 let nazaj, smo pravzaprav delali za hrano, pa za obleko, pa nič kaj drugega. To se pravi, ta podpora, ki je dana slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu ali evropskemu kmetu, je podpora nam, potrošnikom, kot kupcem po ceni hrane, je pa razporejena pač preko kmeta, razporejena do potrošnika. In seveda, če želimo v naši kmetijski politiki ali pa nekaj doseči, se moramo zavedati, da je osnovna funkcija kmetijstva pridelava hrane. Jaz včasih, ko pogledam pa te okoljske ukrepe, pa eno pa drugo, pravim, da so nam okoljevarstveniki ugrabili kmetijstvo, ugrabili osnovno funkcijo. Naše kmetijstvo se ne more primerjati z tem industrijskim in nismo taki obremenjevalci okolja. Seveda smo, delamo strokovno po vseh standardih in mislim, da kot rezultat tega je zdrava, kvalitetna hrana. In tu se srečujemo potem v problemu s prostorom. Imamo najmanj kmetijskih zemljišč, imamo najmanj obdelovalnih kmetijskih zemljišč na prebivalca in še v tem območju izgubljamo vsak dan kmetijska zemljišča, ampak izgubljamo najboljša kmetijska zemljišča. In tu bi pravzaprav dal pobudo tudi občinu, županom, dajte zaščititi najboljša kmetijska zemljišča v vaših občinah, mi moramo pa kmetijski v državi urediti dejansko to, kar je zastavljeno določitev najboljših kmetijskih zemljišč in vsem investitorjem jasno in glasno pove, tam se ne bo delalo. Se gledajte, vsak lastnik zemlje, ko ima 2-3 hektare pa je v službi, pravzaprav najboljš, kar svojo zemljo lahko naredijo, da jo bo prodala kot stavbno zemljišče. Če pa bo to zemljišče jasno deljeno kot kmetijsko, namenjeno kmetijstvu, potem se bo pač temu naredil nek red. In dejstvo je, da ja, to, ko ste zdaj ugotavljali, za naslednje programsko obdobje, jaz mislim, da so škarje in platno bistveno večjih meri v naših rokah. In kako se bomo mi dogovorili, bomo lahko skreirali uspešno ali pa neuspešno kmetijsko politiko. In cilj mora biti pravzaprav ohranitev teh naših hribovskih, gorskih kmetij, ki v manjši meri prispevajo danes k pridelavi hrane, sigurno pa so bistvene za našo prehransko varnost. To se pravi dolgoročno, stabilno oskrbo s hrano. Pa bom končal zdaj, če smo. Hvala. Samo še replika oziroma dodatek k temu.
Kar se tiče evropskega proračuna in naših pogajanj za naslednjo finančno perspektivo, tu mora biti jasno, naša nacionalna prva prioriteta je številka 1 kohezijska politika, ker še imamo vedno veliko manj razvitih območij in tu mora biti pa jasno, niso ta manj razvita območja samo na vzhodu Slovenije, ampak tudi na zahodu. Zahod se preveč gleda samo kot Ljubljano, ne pozabiti Tolminskega, Kobariškega, Bovškega in podobno. In pa prioriteta številka 2, kmetijstvo. In znotraj kmetijstva še posebej razvoj podeželja. Trenutni predlog je, vsaj za komisije, je vsaj za naš okus preveč zareže v razvoj podeželja. Mislim, da je 25% padec sredstva za razvoj podeželja, kar je z našega vidika bistveno preveč. Razvoj podeželja za našega kmeta ne pomeni, oziroma pomeni tudi ohranitev, kot je gospod prej rekel, ljudi na podeželju, decentralizacija. Mi smo bili včasih, še ko sem jaz študiral, ali pa ne vem, še prej v 70-ih letih, mi smo bili pojem decentraliziranega sistema v Evropi in vsi so nam zavidali to. Tako da, sicer je to drag sistem, ampak je pa, vsaj koliko jaz vidim, najbolj smiseln. Tako da, to so prioritete, ki mi imamo, daleč od tega, da bi, ne vem, zagovarjali kakršnokoli velika zmanjšanja sredstev in podobno. Samo kot dodatek, hvala. Hvala lepa. Tako da, spoštovane in spoštovani, s tem smo nekako zaključili 3 teme, ki smo si jih izbrali za današnji posvet. Verjamem, da smo marsikakšno še odprli in da bi lahko tukaj sedeli še kar nekaj časa, kajti ti pogovori so vedno zanimivi, ampak žal nekje je treba potegniti črto. Jaz verjamem, da vse pobude in ideje mi danes delimo, ne bodo ostali neslišani, torej upam, da bodo čim prej vse čisto narahlo, če ne že kar precej na glas potrkali na vrata Evropske unije, potrkali na vrata naše države in nam seveda pomagali, da bomo še bolj radi živeli v tej naši razširjeni domovini. Hvala vam še enkrat za vaš prispevek in sedaj vas vse prijazno vabim na ta bolj neformalni del, kjer se bomo še malo podružili in odprli še kakšno temo. Hvala lepa.